Kaj pa, če bi zabaviščni park bil, veliko več kot le zabaviščni park? Poglejmo si vizijo, ki daleč presega tobogane in maskote. Gre za neverjeten preplet tehnologije, ustvarjalnosti in celo urbanizma, združen v en sam, dih jemajoč ekosistem. In ta misel res spremeni vse, kaj ne? Ne govorimo več samo o enodnevnem izletu. Govorimo o nekakšnem prototipu mesta prihodnosti, o kraju, kjer domišljija in inovacija resnično sobivata na vsakem koraku. Poglejmo si, kaj nas čaka. Najprej bomo raziskali, kaj sploh je ta nova paradigma zabave. Potem se bomo poglobili v arhitekturo in tehnologijo, ki stojita za vsem skupaj. Pogledali bomo, kaj ta prostor ponuja ustvarjalcem in na koncu razmislili, kaj bi lahko pomenil za svet. Pa začnimo. V redu, gremo po vrsti. Za trenutek pozabimo na vse, kar vemo o klasičnih tematskih parkih. Tukaj se namreč srečata estetika znanstveno-fantastičnih filmov in najbolj napredno urbanistično načrtovanje. To je res nekaj povsem drugega. Ampak komu je tak prostor sploh namenjen? V prvi vrsti digitalnim nomadom, ustvarjalcem, vplivnežem, v bistvu vsem, ki živijo in ustvarjajo na spletu. Zanje to ni le park, to je njihovo ultimativno središče za navdih, delo in seveda za zabavo. Seveda takšna vizija ne pride kar iz zraka. Navdih črpa iz resnično revolucionarnih projektov po svem svetu, od savdskega projekta The Line do tehnološkega utripa azijskih metropol. A zanimivo je, da se zgledu tudi po inovativnem duhu, ki ga poznamo čisto blizu nas. Pomislimo samo na kampusa Rimac in Devesoft. Vse to zvoni fantastično. Ampak kako bi se kaj takega sploh zgradilo? Odgovor je presenetljivo eleganten. Modularna in prilagodljiva arhitektura. V bistvu si zamislimo gradnjo z orjaškimi, visokotehnološkimi Lego kockami, ki jih lahko poljubno sestavljamo in spreminjamo. In ko govorimo o velikosti, govorimo o res ogromnem prostoru. 500 hektarjev. Da si lažje predstavljamo, to je približno toliko kot 700 nogometnih igrišč skupaj. Več kot dovolj prostora za celotno mesto v malem, pametno razdeljeno na različne cone. V samem osrčju vsega pa stoji ikonični stolp Nexus. Samo predstavljamo si to. 300 metrov visoka zgradba, katere fasada ponoči žari v tistih prepoznavnih modrih in vijoličnih odtenkih, ki jih poznamo iz filma Avatar. To ni le stavba, to je živi organizem, utripajoče srce parka. Pa se sprehodimo po okrožjih. Prvo na vrsti neonska mreža. To je svet, ki je videti, kot da je skočil naravnost iz filma Tron. Tla se odzivajo na vsak korak, stavbe se spreminjajo, vrhunec vsega pa dirke z virtualnimi svetlobnimi motorji. Absolutno noro. Kot popolno nasprotje tej digitalni estetiki pa imamo Avatarjev gaj. To je pravi biotehnološki čudež, kjer se narava prepleta s tehnologijo. In ko pade noč, žareča drevesa in lebdeči vrtovi ustvarijo občutek, da smo res vstopili v drug svet. Tretje okrožje je morda celo najpomembnejše. Citadela ustvarjalcev. To je dejansko središče inovacij. Opremljeno je z naprednimi studiji, VR fitnessom, potopitvenimi kini, skratka z vsem, kar ustvarjalci potrebujejo. Tukaj se dogaja prihodnost. Četrto okrožje pa je čista energija in navdih črpa iz dinamičnega kampusa Devosoft. Imenuje se Arena maščevalcev in je prostor, kjer lahko vsak sprosti svojega notranjega superjunaka z akrobacijami, plezanjem in celo sobami brez gravitacije. In za konec še peto okrožje. Horizont linije. Že ime pove, da gre za arhitekturni poklon neverjetnemu projektu The Line. Predstavljamo si dolgo, ravno promenado, ki obiskovalce popelje skozi tunel svetlobe in osupljivih holografskih umetnin. In ko pogledamo vseh 5 okrožij skupaj, vidimo, kako se kosi sestavljanja popolnoma prilegajo. Vsako okrožje ima svojo jasno identiteto, svoj navdih, a skupaj tvorijo enoten, neverjetno raznolik in povezan svet. Seveda pa nas vse zanima, koliko bi kaj takega stalo. Ocena je vrtoglavih 5 milijard evrov. Ja, 5 milijard. Ta številka resnično postavi celotno vizijo v realen kontekst in pokaže, o kako ambicioznem projektu sploh govorimo. Ampak pustimo denar. Kaj pa poganja vso to veličino? Če je arhitektura telo, potem je tehnologija zagotovo duša tega parka. Tista nevidna, a vsemogočna sila, ki ustvarja pravo čarovnijo. In tukaj pridemo do nečesa res zanimivega. V parku sobivata dve na videz nasprotujoče si tehnološke filozofije. Na eni strani imamo čist minimalističen digitalni svet Trona, na drugi strani pa organsko, živo tehnologijo, navdihnjeno z Avatarjem.
In prav ta kontrast ustvarja edinstveno dinamiko. Kako pa se obiskovalci povežejo s tem svetom? Ključ do vsega je zapestnica Nexus, ampak to ni le vstopnica, to je osebni ključ, denarnica in pametni vmesnik, ki parku omogoča, da se prilagaja željam in, pazite to, celo čustvom vsakega posameznika. In seznam tehnologije je res impresiven. Ultrahitra povezljivost, VR dirke, ki jemljajo dih, vožnje z droni, ki simulirajo letenje, v ozadju pa vse skupaj poganja napredna umetna inteligenca in trajnostni energetski sistem, ki naj bi kar 80% energije črpal iz sonca. Ampak vrnimo se za trenutek k ustvarjalcem, v tisto njihovo citadelo. Kaj jo dela tako posebno? Kako je zasnovana, da resnično sprosti kreativnost in omogoči sodelovanje na povsem novi ravni? No, zamislimo si en dan ustvarjalca tukaj. Zjutraj sodelovanje s pomočjo umetne inteligence. Popoldne trening telesa in duha v virtualni resnici. Zvečer ustvarjanje v naprednih studijih in za konec še sprostitev ob interaktivnem filmu. To je popoln cikel, ki združuje delo, trening in zabavo. Vse to pa nas pripelje do zadnjega, morda najpomembnejšega vprašanja. Kaj je širši pomen takšnega projekta? Gre le za zabavo ali za nekaj več? In to je ključno. Tak park ni le otok zase, je laboratorij za prihodnost, model za pametna mesta, ki v središče postavljajo ustvarjalnost in dobro počutje. Gre za projekt, ki bi lahko ustvaril na tisoče delovnih mest in sprožil cel val inovacij. In s tem smo prišli do končnega vprašanja. Je ta neverjetna vizija, ki združuje Tron, Avatar in napredni urbanizem, resnični načrt za prihodnost naših mest, ali pa bo zavedno ostala le drzna, navdihujoča fantazija? Odgovor na to bo seveda prinesel čas.